Sem učiteljica kemije, sem učiteljica svetnica, sem učiteljica inovatorka. Zakaj o tem govorim? Saj veste, Slovenci smo tako, malo nam je naroden se pohvaliti. Zato, ker se mi zdi, da to akcijsko raziskovanje ima mnogo stika s tem, kako sem aprila potem začela delovati na področju šolstva v zvezi s temi protikoronskimi ukrepi. Namreč razvijala sem tako imenovane School Outside aktivnosti ali pouk izven učilnice, ki je tudi, drugače smo ga potem čisto na koncu imenovali, na metli potujemo in raziskujemo. V ta namen sem sodelovala z številnimi inštitucijami, tako z Zavodom za šolstvo kot z mrežo gozdnih šol in vrtcev, tudi Gozdnim inštitutom, pa Biološkim inštitutom, pa Inštitutom Jožef Štefan. Torej, številnimi inštitucijami sem sodelovala zato, da sem razvila neko pedagoško novost. Združila sem namreč raziskovanje in neko zunanje učno okolje. V tem raziskovanju se moji učenci učijo preko procesa. Se pravi, lahko se tisti, ki poznate metodologijo raziskovanja, veste, da si najprej zastavimo raziskovalno vprašanje, da opazujemo, da merimo, da grafično predstavljamo, upodabljamo tisto, kar merimo in na to sklepamo in iščemo odgovor na raziskovalno vprašanje. Če kakšno od teh metod ustavimo v učno uro, so otroci, brez da bi jih umirjal, mirni, ker delajo, mirni v smislu aktivnosti, v smislu procesa, učenja skozi proces. In nam jih ni treba več umirjati. In jaz ugotavljam, da ta generacija, ki sedaj prihaja, sploh pa zdaj po tej koroni, da zelo potrebuje točno takšne načine izobraževanja. A na žalost, naši učitelji niso opremljeni s tovrstnimi znanji. Zato se bom, in zakaj je potem ta moja znanja, ki sem jih pridobila skozi akcijsko raziskovanje. Akcijsko raziskovanje se reče tistemu raziskovanju, ko ti iz prakse ven raziskuješ. Bila sem znotraj inovacijskih projektov na Zavodu za šolstvo in leta 2017 je direktor rekel, ja, veste, inovacijskih projektov pa mi več ne potrebujemo, mi bomo zdaj financirali samo evropske projekte. In tako je, ko smo to novost razvili, prišli do 4. stopnje, nekako zastalo razširjanje tega inovacijskega projekta in zdaj v korona situaciji pa seveda to nikakor več ni možno. Malo sem gledala tudi primerjave znanja naših učencev, prej pa sedaj, in sem ugotovila, da so se tudi na mednarodnem področju raziskave v zvezi znanja kar ustavile. Covid je ustavil Evropo, ustavil je svet, znanje več ni pomembno. Vemo pa, da če ni znanja, če niso odprte knjižnice, če niso odprte kulturne ustanove, ljudje, družba lahko samo gremo navzdol. Kaj sem še želela reči? Mogoče bi vam samo eno ali dve aktivnosti učenja in poučevanja opisala. Namreč te sem znotraj pouka oziroma znotraj šole skozi celo vertikalo povezala, sem učitelje, ki so to želeli, to vrstne znanja želeli in smo skupaj pravzaprav prišli do te pedagoške inovacije. Namreč učiteljica recimo v 1. razredu lahko ta iste metode uporabi, kako zelo enostavno gre v gozd, na rjuho, na platno postavijo abecedo, otroci nosijo predmete na te črke abecede, tako se učijo ne samo abecede, ampak na drugi strani grafično upodobijo, koliko predmetov z določeno črko so postavili. To je bila meni ena taka, wow, kako si povezala matematiko pa slovenščino že v 1. razredu. Ena taka aktivnost, ki sem jo jaz potem spravila skozi, v bistvu bila prva, ki mi je dala tisti aha efekt in zdaj je teh aktivnosti več kot 100,
zagotovo nisem ištela, je bila taka, a veste, da sem v 6. razredu dala otrokom epruvete, pa stojalo za epruvete, pa sem rekla, dajte vi zdaj si zastaviti raziskovalno vprašanje, na katerega boste po koncu lahko odgovorili. Zraven sem dala pa še sol, sladkor, olje pa vodo. In seveda sem jaz kot učiteljica pričakovala, da bodo oni po 2 cm vode dali v vsako epruveto in potem v eno sladkor, v eno sol, v eno olje in bodo ugotovili, da sol pa sladkor se raztaplja v vodi, olje pa ne. Zgodilo se je popolnoma nekaj drugega, ne. Zmešali so, zastavili so si takšna osnovna vprašanja, oziroma raziskovalna vprašanja, da so lahko zmešali čisto vse. In jaz sem se samo prijela za glavo, ampak ja, to je to, oni so raziskovali na svoj način. In takrat, ko raziskujejo iz svoje želje, iz svojega srčka, tudi največ vedo in izvedo. Zakaj sem vam želela opisati, ali pa recimo samo še eno aktivnost, da vam opišem, raziskujejo drevesa v okolici šole, jih označijo, se pravi, jaz jih na slikah dam 10, jih opišejo, ne vem, z 1, 2, 3 povedi največ in potem gremo nazaj v razred in oni mene izobražujejo o drevesih. Veste, koliko stvari sem jaz zvedla o platani? Veste, koliko stvari sem jaz zvedla o brezi? Hočem vam povedati, da je to en tak obojsmerni proces. Zakaj pa o teh aktivnostih zdaj govorim? Zgodilo se je 13.3.2020, ko sem preprosto rekla učenci, to ne more biti res. To je nekaj narobe. Dragi 9D, pridemo čez 14 dni nazaj. Spravili so nas v prvo karanteno, otroke so spravili pred ekrane in v sedeč položaj. Jaz sem pa do takrat razvijala oziroma raziskovala to, da skozi učenje, skozi gibanje, skozi proces, celo z fakulteto za šport smo želeli mednarodni projekt prijaviti, kako te aktivnosti, te School Outside aktivnosti vplivajo na učenje in pa na počutje otrok. Najverjetneje bi bili rezultati mnogo boljši, kot če otroci sedijo za ekrani in sedijo. Zato je mene ta zadeva tako zelo prizadela, da sem začela iskati podobne misleče učitelje. In uspelo nam je spisati, tako kot je Bojana rekla, prvi učiteljski manifest, nato nam je uspelo iti do gospoda Štruklja, kjer smo ga poprosili za podporo k normalizaciji izobraževanja. V mesecu avgustu smo spisali besedilo oziroma peticijo v zvezi z normalizacijo. Nato v nadaljevanju tudi decembra trdo delali, da smo ministrico 8. januarja pozvali pred njena vrata, ker nas seveda ni smela spustiti v samo ministrstvo, nismo bili dovolj kompetentni ali ne, ni pomembno. V nadaljevanju smo skupaj z vsemi ekipami, da ne bo tako, vedno govorimo o množini, ker je vedno veliko ljudi, ki mi pomaga in moram reči, da sem neizmerno hvaležna, da se mi je v tej, tako kot je Žiga prej omenil, v tej situaciji oziroma tej hudi situaciji, v tej hudi krizi zgodilo to, da prijateljujem zdaj z nekaterimi ljudi, ki smo srčni, ki mi lahko pomagajo, ki mi prinesejo celo zelenjavo na dom. Mislim, tako nekaj toplega me drži po konci, da se borim naprej. In moram reči, da je Slovenija bila edina država v Evropi, ki je v drugem valu doživljala 4 mesece karantene za osnovnošolske otroke, da ne govorimo o srednješolcih. Izguba znanja in če bo, se pravi, napovedana je raziskava za 22. leto, raziskava PISA na matematični in naravoslovni pismenosti, bo zagotovo ta rezultat v primerjavi z drugimi državami slabši. V to sem prepričana, ker
če preko ekrana, ko sem zažigala magnezij, nikakor ni mogel otrok doživljati tako, kot je to doživljal v učilnici. Moram reči, še ena nezgoda se mi je zgodila, ko sem otroke učila, kakšna razlika med organsko in anorgansko snovjo, sem segrevala sladkor, seveda karamelizira. Ko sem prišla nad kamero, veste, kako je to učenje izgledalo, hvala Bogu, v drugi karanteni sem imela to možnost, da sem bila v učilnici. Namreč v prvi sem bila iz lastne sobe, sem poučevala kemijo, to mi je bila velika bolj, namreč zelo rada eksperimentiram. In ko sem pokazala, se pravi, je bila miza, pa na mizi stol, pa na stolu računalnik, da so oni sploh lahko videli na ognjevaren pult, odporen proti kemikalijam. In ko sem pokazala učencem žarilni lonček, to je en tak mali lonček, v katerem se je ta karamela videla, da je počrnela, najprej porjavela in počrnela, se mi je presesalna roka spustila nad ogenj in se mi je zažgala. Moji učenci se te ure ne bojo pozabili to uro, zato ker je to tako lepo izgledalo, ko je napa gorela, izgleda kot napa. In se rekel, učiteljica, čisto vsi so iz tega Zooma mi pokazali. Učiteljica gori in se hvala Bogu pol to tudi ugasnila. In kaj vam želiš s tem poročiti? Torej, tiste metode oziroma metodologije oziroma pristop, ki sem ga prerazvijala, se je ustavil in to, kar se zdaj dogaja otrokom, je velika, res velika krivica. Mislim, da upam, da se je še več učiteljev danes, da danes opazuje, da gleda ta dogodek in da bo pristopila na stran otrok in upam tudi, da bo čedalje več staršev podprlo takšne vrstne učitelje, kot smo mi. Najlepša hvala.